Drage gledalke, dragi gledalci, spoštovane poslušalke in poslušalci kongresa na Klepetu. Tokratna gosta prihajata iz Prezida na Hrvaškem. To sta gospa Vera in pa gospod Miro Malnar. Dobrodošli na kongresu. Hvala lepa. In hvala že vnaprej, ker boste z nami obujala spomine, povedala kakšno zgodbo o dogajanju izpred 3 desetletij. Kako se morda spominjata tistih časov, kako sta bila morda sama opeta v te osamosvojitvene procese, če jim lahko tako rečemo? Hvala lepa na pozivu. Pozdravljamo sve Slovence, kako bi rekli na hrvaški strani, kar god bili. Ti časi pred 30 leti so bili zelo hudi časi. Čustva so bila zelo zmedena. Po eni strani čutiš izjemno veselje, srečo, veselje, ponos, da se več stoletne želje ljudi končno uresničajo. Po drugi strani pa so to veselje in srečo motili dogodki, ki smo bili svjedoci na Hrvaškem. Grožnje z orožjem so bile običajne. Javni prostor, mediji, časopisi, sve je vrvelo od besed, vojna, konflikt, upor. Takšne besede seveda spodkopavajo vaše veselje in ponos. Poleg tega tudi, ko so konvoji orožja začeli zapuščati vojašnice, vam takšne informacije na televiziji ne dovolijo, da se veselite več stoletne želje svog ljudstva, ampak vas buja skrb za lastno življenje vaših najbližjih. Ko danes gledam na sve te dogodke, še danes čutim hvaležnost do svih tistih ljudi, ko so v tako težkih časih morali sprejemati težke in boleče odločitve. Hvaležna sem jim, da so za svojo modrostjo uspjeli prihraniti nas od grozote stradanja i volje. Žal mi je pa kar drugi deli države, v kateri smo toliko let živeli skupaj, niso to uspeli. Časi na hrvaški strani so bili zelo težki. Vojna se širila po celoj Hrvaški. Ogromno je bilo ljudi, ki so bili prognani za svojih domov in normalno v tih času pomagati brat bližnjemu, še posebej, ko je v taki stiski, je mislim moralna obveznost svih nas. V tem času vojne, umiranja, preganjanja, naša je družina pa odprla vrata jedne takšne familiji, ki so bili prisiljeni zapustiti svojo hišo, svoje ognišče. To so bili zelo težki časi. Še danes se spominjam skoraj svakih podrobnosti, ko so ti prestrašni ljudi prišli pred našo hišo. Družina nas bilo 4. Mož, jaz, 2 otroki, 1 otrok 2 leti star, 1 otrok ni leto dan star, ne? Ti ljudi so prišli pred našo hišo, 2 familije so prišle, moži so pripeljali svoje žene z otrokami. Mislili smo, da bo to kar kratko trajalo, ne? Međutim, poli se sve to oteglo, tako da so te otroci počeli hoditi i v šolo, sklapali so prijateljstva, odhajali so na rojstne dnive, tem istim prijateljem, v kjer so hodili v šolo, tu pri nas po Prezidu. Međutim, hvala Bogu, sve to lepo srečno završilo, ne. S početka smo bili prepričani, da bo to hitro končalo, međutim, to je kar dolgo trajalo, ne. Tako da se vse te zelo hudih časih desila, a ten lep, čudovit trenutek, kjer ga moram spomenuti v te priložnosti. V te vojni vihri, ta izgnana družina, ki se je pri nas naselila, se lepo povečala za enega člana. Lučveta je v tistih vojnih letih zagledalo eno malo piče, ker danes ima več svojo družino, ne. Tako da, pored svih tih hudih časih, kjer so nas zadesli, takrat lepota života se pokazala, bi rekla, najljepše ljepote, na kjer se mogla prikazati. Gospod Miro, bi vi temu kaj dodali, kakšen svoj pogled, svoj kamenček? Kaj pa bi lahko dodal? Mi smo na sami meji. Par 100 metrov smo od meje. Babno polje Prezid, to je praktično en kraj. So čisto povezani. Ljudje so mešani. Isto govorico imamo praktično. Če da, počasi se ta govorica malo razlikuje, ampak pred smo imeli čisto isto, ne. In to nam je težko padalo, ko je med nami enkrat prišla ta meja.
sicer mejo predstavljajo tisti, ko so na meji, ne. Nije bilo dosti korektnosti, bi rekel. Smo se razumeli vse v njim. Ampak so začeli pa pole problemi, ker nas ogromno dela v Sloveniji, so pa takoj začeli problemi in z zdravstvenim zavarovanjem motorov. In z unime, kaj ima zole šado, razno tisto, kak ti pa propada. Imeli smo enostavno, so nam začeli problemi nabirati, veliki. En majhen primer si rečem, glejte, morda še pri vprašanju naslednje. Enostavno zaradi vozniškega dovoljenja jaz sem ogromno prevozil. Sem ogromno v službenem avtu. Slovenska registracija, ne, pa na Hrvaško je izdano vozniško dovoljenje. Nisem smel voziti. Saj se nam pripričali. So bili taki problemi, pač ko smo nastopali, ne. Tako, ko je soproga rekla, mi smo se, veselili smo se, da smo se končno morda odvojili, ampak pa za nas na meji so nastale pa problemi. Te vojne ste se že dotaknili, gospa Vera, bi še kaj dodali k tej osamosvojitveni vojni in spominom na njo? Zelo smo ponosni, ker so država, kjer so umetno bile prisiljene živeti tukaj letavane umetne tvorevine, konačno doživele taj svoj stoletni san. Mi kar živimo z one strane meje na hrvaške strane i mi možemo slobodno reći da imamo dve domovine. Na jedne strane smo zelo ponosni na naše predke, kjer potječejo ze slovenske strani. S druge strane pa isto tako moram reći da smo isto tako ponosni i da z istim žarem ljubimo kog Sloveniju, istim žarem ljubimo i Hrvaško, zak smo nas zagnali za svoj dom, imamo svoju familiju i nad živimo. Ali vizani smo i na slovensku stranu, vizani smo i na hrvašku stranu. Ne? I občutje do ane i druge domovine bi kar rekla da z istim žarom, z istom jakostju biva vse nam. Kako je vplivalo to, da je Slovenija postala potem mednarodno priznana članica Evropske unije in tako naprej, na vaše življenje? Je to imelo kakšen vpliv? Vpliv. Kako bi rekel, težko je zdaj tiste čase pa te red, ker smo imeli zelo mnešene občutke smo imeli, ne. Da smo bili velikokrat razočarani, ko smo hodili, ne. Računite, da smo mi toliko leta delali v Sloveniji, to poskušali, ne. In naenkrat se počutil, dosti nas se počutilo kot in tudi včasih ti tako vržem, ne, se vi ste čez mejo prišli, ne, ampak živimo skupaj, ne. Kot da si nekaj manj vredna nekomu. Tu nas je bilo, po eni strani se vesel, po drugi strani, sicer to je bilo malo ljudi, da ne bo to nasplošno, ne. Ampak tista mlenkost je glasna. Tistih par unih je glasnih, ne, in par tisto nadela vzdušje. Moram reči čisto, ko sem nadovežen, ko sem oprej začel govoriti, da babno polje prezeti, kjerkoli smo se dobili, a smo bili na pijači, kjerkoli smo se dobili, mi o teh odnosih nismo nikoli razpravljali. Nikoli nismo hoteli, ne, ker nismo hoteli, enostavno smo probali te konflikte, ko so med državami nastajali, to se vemo, da so. Ne. Politiki so je, Zagrebe, Ljubljane, vse, ampak mi pa na meji živimo, smo morali to gledati. In imaš tiste mešane občutke, ne, da ne vemo, kako bomo to pojasnili, drugače se živi. Mi moramo skrb živeti, mi moramo biti skupaj, ne. No, mislim, ja bi se nadovezla bi se na kar te reči mojega supruga, ne, da je to obdobje, ker smo mi ustanovili dvoje države za slovensko skupnost, bilo izjemno i teško in traumatično, ne. Nastajanje novih držav je ustvarilo vrsto življenjskih težav, ki so nam poleg domovinske vojne na Hrvaškem še dodatno otežavale in zapletle življenje. Tukaj je bilo nekaj težav okoli prestopa meje, težav z uradnim dokumentami, vlasnički razmeri, delovni vizumi, izobraževanje, šolanje in drugih številnih težavi. Sve to nam je zelo otežilo življenje, se posebej na teh obmejnih območjih. Vedno smo živeli v skupnosti, ne glede na to, na kateri strani meje smo bili. Tako živimo i danas. Naslonjeni smo drug na drugega. V zajedništvu, složnosti, pripravljeni smo pomagati en drugima in karkoli. I meja nas ne ograničava v
temu življenju, da živimo skupaj s obje strane meje. Območja ob meji, kot što su Osilnica, Loški potok, Novi Kod, Stari Kod, Draga, Trava, Babno polje, sve su to omejni kraji, ker se govori isto narječje, ki imamo enake običaje, s kateri nas vežejo nerazkidljive veze, ne. Žalostno je pa vsem tem, ker oni ljudi, ki niso živeli tu pri nas, ker nas izkorištavajo svoje političke svrhe, ne. To nas zelo boli, ne, to nas zelo boli, ne. Oba sta omenila te probleme, ki so nastali z mejo, ne, ki je pred 3 desetletji ni bilo. Pa me zanima, kaj pa ste našli posluh potem za reševanje teh problemov, v Ljubljani, v Zagrebu, in kje, pravzaprav na katera vrata ste trkali, so vam prisluhnili? Na začetku nisem imel kje trkati dost. Hrvaška je bila obremenjena z vojno, in to grozno vojno. V teh časih se to ne moreš zamisliti, ne? In vsak dan se slike gledaš. Za Slovenijo je bolj veliko lažje, ker tam Hrvaška je bila tampon zona in je bilo 2-3 dni in je šlo skozi, ne. Tako moraš tudi tam na meji, slovenske vojake so prihajali k nam čez mejo, tudi pa policija. Mi smo bili, še vedno smo, tisti pri začetnih časih smo bili še vedno skupaj, ne. Dokler niso začeli pa razne politične igre, ko so začeli. Ja, počasi ti pa to narašče, veste, se to ni naenkrat prišel sem po flejce, pa prekinem. Ampak vsake toliko se ti je nekaj pojavilo, to ti je ne propada, pa tako moraš, pa to ti ni vredene. In se počasi se ti to stopnjuje, ne. Zdaj, ste to lahko rešili, ste našli koga v Ljubljani ali v Zagrebu, da je to? Ja, bolj pozneje moramo pa reči, da je urad za Slovence in po svetu in za mestu bilo zelo odpritih vrat za sve naše probleme, ne. Ker hvaležni smo svim ministrima, svim dobrim ljudima, kjer so na tom uradu delali točna leta, kjer so imeli debelo sluha za te probleme, ker so podpirali vse te, ne. Problem je možda bil v tem, ker mi uz mejo nismo spoznali, kakšna snaga smo, ak se med sabo združujemo, ne. Mislim, da je tem prišlo do one greške, ker nismo bili malo več jedinstveni in ker nismo zajednički djelovali prema uradnim vlastima Republike Slovenije. Ja, lahko bi se malo nadovezal na te besede. Mi govorimo o začetkih, ko niso vedeli kam, ne. In pa spontano prišlo, da smo Slovensko kulturno društvo ustanovili, to je prišlo z Ljubljane. Tisto čest, no pa smo pa kontakte, kako smo prišli do določenih kontaktov, pa že lažje. Ker smo prišli in na hrvaške strani lažje, in na slovenske strani lažje, da smo lažje govorili o problemih, ki nastopajo, kako gre. Ampak mi smo govorili opet o začetke, ko se nisem imel kam uprijati. Nisem imel nikogar. So še zdaj kakšne odprte stvari, da je še kaj za rešiti, izboljšave, ki jih še vidite? Še vedno se. Da. Odprtih stvari je veliko. Mi bi radi, ker smo posebno na taj dio Gorskega kotarja prezid podosta geografski izolirani, bili smo odprti prema Matici Sloveniji, nego po Hrvaški, ne. Radi bi ostvarili neka prava i kontakte po pitanju zdravstvene zaštite i ostalih socijalnih stvari, kjer su nam veliki problem, ne. Recimo, mi imamo slučajeve zdaj na hrvaške strane, da naši otroci kad idu u školu na slovenske strane, da hodijo u vrtce na slovenske strane, ne. Tako da nadjemo se da neka priložnost, budućnost se sada prinesla, da bomo iste take vrtce lahko odprli i tu na hrvaški strani za naše Slovence za mesta, kjer to obitavaju. I sam na tak način možemo osigurati da budu mladi prišli nazaj naše kraje i da budu oni njegovali i slovensko reč i slovenske običaje na našem prostore. Lahko bi se ogromno bi se lahko naredilo, ker mi smo čisto izolirani kraj, totalka v Sloveniji, ne? S treh strani smo Slovenijo okroženi, kompletne prezid, občine Čavar, kakor se že vzame, in bi lahko drugače nas tretirali na prehodah čez meje, z vlasništvom in vsem.
bi lahko rekli, vi ste domači, ste tle. Mi nismo prišli niti za Zagreb, niti nekaj z Gospiša, ampak mi tle živimo. Na tem bi se dalo polno narediti. Ja, pričakivamo, v svoj čas, kako jaz vem, ko je bila Jugoslavija pa Italija, so imeli na Primorskem, so imeli domačini prost prehod čez mejo. Niso pravno rabili dokumentov, imeli so dokument, pač da so dolastniki, da tam živijo in so imeli druge tretmane, da so imeli, dalo bi se, ker kamorkoli se mi obrnemo, smo na meji. Nikamor ne prišli v resnici. In pa drva se gre na njih, vsega tega. Ja, veliko izzivov torej še in to, kar je rekla gospa Vera, tudi naraščaj mora biti za vrtce, za šole. Ja, budućnost činijo mladi naraščaji, in budućnost kraja leži v mladih ljudmi. In če bomo mi dali podstrek, uvjete, obrazovanje, da bodo oni lahko tu na domačno kraje, v zmejnemu kraje, lahko živeli, ostvarivali svoje delna prava, formirali svoje familije, poleg možemo občutiti i razvita kraja. Tako da pričakujemo, da bo priložnost, budućnost, da bo ipak prinesla neka bolje ljepše cajte za nas, kjer živimo kot Slovenci v zamejstvu uz te pogranične vzmejne dio. Mnogi ljudi imajo, malo bi rekla, osebujan odnos do narodnosti. Slovenska skupnost Hrvaške ne ista, recimo, na Primorskem ili dole v Dalmacije ili nas, kjer živimo vzmejne dio. Naši životi so isprepleteni, naši predke so vezani za slovenske korenine, naši mladi se med sabo ženijo, obitelji, rodbinske veze so te velike. Tako da to je ena druga vrsta povezave med Matico Slovenijo, Slovencem zamejstve, nego Slovencem, ki živijo na Hrvaškem velikoj mestami. Ja, upam, da se ta vaše pričakovanje in upanje uresničijo, to vam tudi iskreno želim in hvala za današnji pogovor, za obisk tukaj v Ljubljani. Lahko bi še nekaj samo kratko zadal. Pred kratkim smo imeli zelo veliko skandal z odpadki. Mislili so nam ga z Italije pripeljati na njih. In samo poudaril, koliko nam to vzdi vpliva, koliko nam to pomaga, koliko je to pomagalo, da smo dobili poznanstva v slovenske vlade, hrvaške strane, ker ko je bilo pri nas bolj tišina, slučajno smo zvedeli, da bi se pripeljati. Nihče ni z občine, nihče prišel ne povedati, zakaj se je kako ne. In to je bilo grozno. Smo postopili na slovensko stran, da se to Slovenije tiče, da ogrožamo vode Slovenije. In so oni pritisnili, šele takrat se je začelo z druge strani pa spet nazaj pritiskati, da je to potehnili. Ni nam jasno, kako smo speljali, ampak da teh vezi ni bilo, da to nismo le povezani, bi eno veliko, oprostite, sranje imeli v centre vasi. Dokaz lahko večje između Slovenci. To je nas nekaj, ko se na tem trudi, ko res ogromno energije zgubiš, ogromno dela in tisti, ko so mislili se na tem zaslužiti, nas trdo gledajo. Malo ljudi ve, kdo je to počel in s kom se matil. Drugim se pa nekaj, do včeraj je bil kolega, danes te ni več, ker je šel profit stran, ampak gledajte, za skupnimi, s temi povezavami, s temi nastopi, ko je zdaj prišlo, ko imamo neka poznanstva in veš, koga poklicati, se je to rešilo. In veliko se... Dobro, tu ste zrezali, ne? Torej vam želim tudi veliko ustrajnosti še naprej in moči, da se boste borili za ta lep košček slovenskega ozemlja. Hvala lepa še enkrat vam za obisk in za vajno pričevanje. Torej, naša gosta na kongresu na klepetu sta tokrat bila gospa Vera in gospod Miro Malnar iz Prezida. Hvala za spremljanje.